Včasih sem mislila, da biti ubog v duhu, da ima to veze s tem, a si bogat ali si reven. Ampak nima. Lahko si zelo bogat, veliko svetnikov je bilo bogatih, pa so bili ubogi v duhu, pa nekateri so pa revni, pa so skozi v krču, pa skozi v enem iskanju in nezaupanju. Ubog v duhu pomeni, da imam zaupanje, da je Bog taka poskrbi, da je on zadosti bogat, da poteši vsako mojo potrebo, da ostane zadosti za vsako dobro delo, h kateremu me on vabi. In da je vesel Bog, da je kreativen Bog in da želi potešiti ne samo to, da imam za jesti ali pa imam za piti, ampak tudi veselja mojega srca. Recimo tukaj v zadnji imam sliko od surfanja. On nam govori proste in se vam bo dal. In jaz vem, ker nisem imela nič, denarja mislim. Ampak v tem zaupanju, ker me je vzgajal v njem, da lahko prosim, da mu lahko verjamem, da ima za mene več, kot si sploh upam predstavljati, sem rekla, Jezus, jaz si pa želim iti surfati, čeprav nimam denarja. In sem bila, pa ne samo enkrat, bila sem velikrat in videla sem nekaj, da če živim z njim, da je to obilje, da to ne pomeni, da imam tanko ali pa debelo denarnico, ampak da imam vedno zadost, kar rabim in da lahko še dam. In jaz te vabim, daj mu priložnost, da pokaže, da je on taka skrbi, da mu izročiš in svoje srce, in svojo denarnico in vse svoje življenje in mu rečeš, daj pokaži. Pokaži, da si ti res velik, pokaži, da ti res delaš preko mojih predstav in da sem lahko radodaren ali pa radodarna in da vstopiš v to svobodo, dati pa sprejeti.